skušamo vam predati zelo take izkušnje iz terena, praktične izkušnje. Skušamo biti tudi zelo direktno iskreni, tako da dobite čim več podlage za nadaljnje delo. Kaj me je spodbudilo, da se prijavim na tole delavnico? Možnosti nekih novih projektov ali pa želja po tem, da bi se kaj ustvarilo oziroma premaknilo, da bi se pripravile kakšne nove oblike dela. Ja, predvsem to, moram povedati, da sem že kar nekaj časa aktiven v svojem kraju. In vsebine so vedno bolj bogate, vedno bolj zahtevne, vedno bolj kompleksne in prideš do trenutka, ko začutiš, da ti primanjkuje nekega znanja. In čisto po slučaju sem po spletu zasledil za to izobraževanje in se mi zelo čisto logično, da se tega izobraževanja držim, da pridobim jasno znanje, potrebno za nadaljevanje svojih aktivnosti. V bistvu zadnjih 10 let delam na področju interneta, rada bi pa znanje razširila tudi na področje videoprodukcije, fotografije, bolj profesionalno, tako da rada bi se bolj tehnično izpopolnila. V bistvu sem se na projekt prijavil z enim namenom predvsem, da to znanje, ki ga tukaj pridobim, kasneje tudi podam naprej. Se pravi, bom poskušal to znanje podati tudi učencem, s katerimi se ukvarjam, tako da bom poskušal uplesti video in fotografijo, jih navdušiti nad tem delom, da bojo tudi oni pač prijeli za kamero, za fotoaparat, da bojo posneli kaj. Prijavo sem čisto slučajno zasledil, ker mi je en prijatelj posredoval mail, je bilo še 2 dni do prijave in sem na hitro sam spisal prijavo in poslal svoj življenjepis in pol naprej se je razvilo, kako se je razvilo. Sem te. Multimedija je neko področje, kjer smo nabrali nekih izkušenj in smo naredili že nekaj podobnih tečajev in potem smo to nekako razvili in povabili še določene druge mentorje in tako sestavili nek širši program. Ta prvi teoretični del mi je bil zelo zanimiv, ker sem v veliki meri ponavljala malo svojo snov s faksa, tako da bi bilo fajn in zanimivo izvedeti še z drugih perspektiv iste stvari. Potem ta drugi del mi je pa zdaj super, čeprav sem na trenutke malo zmedena, ker meni je resnično vse novo. Zelo so mi všeč vaje, ki jih delamo, recimo pri vzpostavitvi ekipe, tima. So te vaje zelo zanimive. Pri videu je bilo zelo zanimivo. Take vaje še nisem doživel. Pa Borut zna potegniti veliko od ljudi. Smo imeli vsa možna čustva že, tako da zanimivo. Če gledam, je bilo vsebinsko najbolj všeč in tako blizu, ko smo delali zgodbo Biček. On je v bistvu še najbolj s to svojo zgodbo, s scenarijem, pripovedjo in to res me je pritegnilo zelo. Zgodba meni zato, ker smo jo pri vsaki tematiki smo jo obravnavali, smo jo komponirali in smo videli, da je dejansko zelo pomembno. Ni samo toliko, da me je mogoče impresioniralo zelo predavanje od Bička, ampak je zelo pomembno. Videli smo tudi, da tudi če naredimo fenomenalen video, ga znamo posneti, zrežirati, pravilno postaviti kadre, je še vedno pomemben zvok. Mislim, da se ga dosti zapostavlja. Ja, vsekako nad pričakovanji, ker jaz sem se vedno, vsako izobraževanje, ki sem se ga do zdaj udeležil, je bilo vedno suhoparno, ni bilo toliko interakcije med ljudmi, ni bilo toliko pogovorov, to je vse tako kot pri Googlu, se mi zdi, veliko se pogovarjamo, sodelujemo. Nič ni toliko vse določeno naprej. Tako da, kar se tiče tega znanja, sem veliko pridobil, teoretičnega, itak to je, ampak
Kar je zelo pomembno, je pa to, da sem spoznal nekaj ljudi, s katerimi mislim, da bom lahko tudi sodeloval v prihodnosti. Pričakovanja so precej, dajmo reči, izpopolnjena. Veliko novih stvari sem se naučila, mogoče preveč za tako kratko obdobje, ampak pozitivno vse. Ja, moram reči, da sem se res ogromno naučil. Tako, če rečem, ena rdeča nit teh vseh predavanj je bila, da vsako zadevo, ki se jo lotimo, moramo imeti zgodbo v ozadju. In potem z te zgodbe lahko razpredemo tisto sporočilo, ki ga hočemo povedati. Mislim, da so, oziroma ste odnesli kar nekaj praktičnih izkušenj, znanj in veščin, da to znanje kar se da izkoristite tudi za naprej.